Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Imate težave z vzvratnim parkiranjem? Vse, kar potrebujete, je... Pa naj še kdo reče, da pes ni šoferjev, človekov najboljši prijatelj. Vi pa gledate 127. oddajo 4. sezone Faktor na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali Quo vadis slovenski film. Kako ponosni smo Slovenci na svoj film. Pred nami je častna naloga. Da vrnemo Dravski Banovini to, kar je od nekdaj bila. Oaza miru, reda in dela. V imenu svojih najbližjih in v Božjem imenu vas pozivam na lov. Oaza miru, reda in dela, pa tudi oaza dobrih filmov. Kako je s tem danes, nam bosta povedala naša posebna gosta. Nataša Bučar, direktorica Slovenskega filmskega centra in Marcel Buh, scenarist in režiser. Toplo pozdravljena. Dober večer. Gospa Bučar, kaj je v bistvu Slovenski filmski center? Slovenski filmski center je osrednja inštitucija v Sloveniji, ki financira slovenski film in ki promovira slovenski film v tujini doma in dela še mnogo kaj drugega, reklamira Slovenijo kot filmsko lokacijo v tujini. Skratka, to je osrednja inštitucija za film v naši državi. Super, se pravi, to, kar je drama za dramo, ste vi za film. Lahko bi tako rekli. Ja. Zdaj, vem, da lani niste imeli najbolj rožnatih časov, ne? Mislim, da ste od načrtovanih 6 filmov samo enega posneli, ampak letos pa zgleda, da se vam malo vedrijo, ne? Obzor. Ja, jaz trdim, da je bilo lansko leto eno najtežjih za slovenski film od vsega od začetka samostojnosti. Poleg korone smo imeli še celo vrsto drugih birokratskih zapletov, ki so onemogočali financiranje filmov in splet teh dveh okoliščin, na eni strani korone, ki je omejila snemanje, in tega, da mi nismo mogli plačevati denarja producentom za snemanje, je seveda to, da smo od 6 filmov, ki bi morali biti lani posneti, posneli enega samega. Letos seveda kot posledica tega, kar je bilo lani, pričakujemo pa eno najbolj uspešnih, najboljših letin slovenskega filma. Evo, super novica, ne, Marcel, tudi super izhodišče za našo današnjo debato. Ko sem se pogovarjal s tabo o tej oddaji, Marcel, ti si živa legenda slovenskega filma v različnih vlogah, si mi rekel, da pač ni zdaj nič slabše, kot je bilo včasih, da tudi včasih, recimo v času prejšnje države, prejšnjega sistema, ni film nič zajemal preveč zlato žlico, ne, govorimo o slovenskem filmu. Ja, vse tale naslov, Quo vadis slovenski film, je tam že kar primeren za, bi rekel, za leto 1946, Okay, ja. Ko je bilo ustanovljen Triglav film kot produkcijska ustanova. No in res pa je, da leta 1947 se je že v Jugoslaviji pojavilo, da se bi gradili veliki filmski studiji in tako se je tudi začelo gradnja v Avala filma na Košuteku v Beogradu, Jadran filma v Zagrebu. Slovenci pa se nekako niso v tej prvi Titovi petletki se niso mogli zmeniti, ali bo novi studiji, ali bodo na teritoriju sedanjega golf igrišča na Bledu, ali pa pri današnji policijski šoli v Vikačah. In so zamudili to petletko, čeprav jim je takratna funkcionarka, partijska Lidija Šentjurc, celo zrihtala 200 milijonov dinarjev, ne vem zdaj, kakšna je bila ta primerjava, za te studije, ampak je bilo zamujeno. Zato so oni takrat Cerkev svetega Jožefa Nazrinskega začasno spremenili v filmski studio. In tako se je začelo tam tudi snemanje prvih slovenskih filmov v cerkvi spremenjeni v studio.
Še ena zanimivost je, kjer lahko rečemo, kako je to zdaj, pa naši filmski delavci, naši samostojni filmski ustvarjalci. Leta 1952 Triglav film že deluje, ima v službi režiserje, scenariste, scenografe, kostumografe, to se pravi avtorske poklice. Nenadoma leta 1952 vse te avtorske poklice vržejo iz službe v samostojne poklice, zadržijo birokracijo in tehnično, in potem ostanejo te kreativni poklici tudi nezavarovani. Namreč samo v času snemanja so bili zavarovani, potem pa so bili enostavno brez vsakih socialnih pravic. Tako da je zanimivo, kako se zgodovina ponavlja. Ja. In natanko tak je tudi status kulturnih delavcev na področju filma danes, a ne, Marcel? Tudi danes so oni pravzaprav samostojni kulturniki, tudi danes nimajo tako kot gledališčniki svojega prostora in inštitucij, tudi danes so nekako v zaposlitve na voljo samo birokraciji, tako rekoč, in nekaj malega tehniki. Filmski poklic je pa še danes seveda svoboden poklic in je odvisen od projektnega dela. Se pravi, filmarji danes tudi delajo takrat, ko imajo projekt, seveda. Iz rok v usta se temu reče. Ja, dobesedno, zato take krize, kot je bila lanska, za njih predstavljajo v bistvu grozljivko, a ne? Torej nič. Ampak tole me zanima, ne? Zdaj laično bi mislil človek, da v prejšnji državi, v prejšnjem sistemu, ne, da je oblast imela rado film, če druga ne kot propagandno neko orožje, ne, saj vemo, so se snemale tiste partizanske epopeje in tako naprej, ampak zdaj, ko vaju poslušam, nekako ta vtis bledi. Kako je zdaj s tem? Zakaj film, recimo, ali pa če gledamo sam Slovenijo, znotraj Jugoslavije, pa zdaj kot samostojno državo, zakaj film recimo nima, če nima enakega statusa kot kakšne druge oblike umetnosti? A je preveč vulgarna, je premlad, ali v čem je stvar? To vprašanje. Zdaj nihče ni bil preveč naklonjen temu slovenskem filmu, razen filmarjev samih. Tako da ne moramo reči, da se je nekdo popolnoma potrudil, da je bilo boljše. In nikoli ni bilo celo dovolj sredstev. Nam celo to se je zgodilo, da je Triglav film začel raje delati koprodukcije s tujci, ker so mislili, da bodo s tem pridobili neka nova sredstva. Država ni financirala popolnoma slovenskega filma in zato so se potem leta 55-56 filmski delavci organizirali in so ustanovili Viba film. Prvo kot podružnico UFOS-a, to je bilo Udruženje filmskih umetnika Srbije. Leta 56 pa je že zakon dovoljeval, da so se lahko registrirali kot podjetja, ampak neke vrste, včasih smo rekli, grupa građana se je to imenovali nekako, že v tistem času. Tako da Viba film je nastala pravzaprav kot lastništvo filmskih delavcev. S tem pa, ko je šel leta 75 Triglav film v stečaj, je tako tudi Viba film prišla do teh studijev. Ampak kako je prišla? Ampak, če lahko sam to povem, kako je prišla? Enostavno tako, da je Viba film pri Ljubljanski banki, prvo je občina Center, cerkev dala na dražbo. Normalno cerkev nihče ni hotel kupiti, na kar so ponudili to Viba filmu po nekoliko nižji ceni, dogovorjeni ceni. Viba film je najela kredit pri Ljubljanski banki in pri RTV Ljubljani, takrat RTV Ljubljani, s tem, da kredit od RTV Ljubljane so kompenzirali z snemanjem zabavno-glasbenih oddaj v tem studiu v cerkvi. K Ljubljanski banki pa je bilo treba kredit plačevati, tako da smo tudi že moji začetki, ko si pri filmu, so meni 10% od honorarja trgali kot prispevek za vračanje kreditov. Aha, samo prispevek na nek način, tako kot smo včasih bolnice gradili. Gospa Bučar, koliko imate vi proračuna recimo ta hip letno za produkcijo filmov? Ja,
Klavrno je, sliši se veliko, 6 milijonov dobrih je to letošnje leto prineslo, pa vendarle morate vedeti, da je to v Evropi, v svetu, ki je nam blizu tako po denarju in obsegu, torej v Evropi to predstavlja 2 povprečna evropska budžeta za film. Ne? Torej, v zadnjih 30 letih, odkar smo samostojna država, odkar se v tujini predstavljamo kot slovenski film, ker moramo vedeti, da prej je bil slovenski ustvarjalec predstavljen v Cannesu kot jugoslovanski film. Od leta 1991 dalje pa naši filmi potujejo naokrog kot slovenski filmi. In v vseh teh 30 letih nekako tej novi umetnosti država ni znala dati ustrezne podpore, niti v višini denarja, ki ga namenja. Mogoče v sistemu neke vrste je uspela narediti nekaj modernizacije, vendar nikakor pa ne v tem, da bi sistemsko bilo to tako, kot mora biti. Ampak tle se mi zdi neka taka nenavadnost, ne? Se pravi, po eni strani je zdaj, najprej je bil film investicija, pa ni bil več investicija, pa zdaj so subvencije, pa je spet investicija. Kako je sploh s tem financiranjem filmov v Sloveniji? Ja, na en zelo kratko besedo vam rečem, zbirokratizirano je. Torej, slovenski film je predstavljal v Sloveniji do leta 2010 investicijo države. Država je na njem pridržala neko pravico v deležu, s katerim ga je financirala. Od leta 2010 pa država financira film kot subvencijo, torej nepovratna sredstva. Pa vendarle je v preteklem letu prišla na mizo neka birokratska ideja, seveda iz naslova urejanja našega proračuna, da moramo mi ponovno za vsak film pripravljati posebne investicijske dokumente, ki se potem skupaj z vsemi investicijami v ceste in v mostove skupaj umeščajo v naš proračun. In to je lani povzročilo toliko preglavic, da so filmarji tudi 8 mesecev nekateri čakali na izplačila denarja. Preden si vzamemo krajši premor, me samo še tole zanima na kratko, kdo je pol lastnik pa pravic, ko film nastane? Ja, zdaj v modernem evropskem svetu velja, da je to neodvisni producent. Torej tisti, ki je prejemnik subvencije, je tudi lastnik filma in lastnik pravic. Država pa ima možnost ta film prikazovati za predstavitve v tujini, za promocijske namene in tako dalje, ampak lastnik pravic je pa neodvisni producent, ki je film naredil. V redu, si bomo vzeli krajši premor, ampak ne nam iti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kako ponosni smo Slovenci na svoj film. Ostanite. Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno Nataša Bučar, direktorica Filmskega centra in scenarist in režiser Marcel Buh. Pogovarjamo pa se o tem, kako ponosni smo Slovenci na svoj film. Marcel, da ne bojo zdaj naši gledalci mislili, da ti si samo filmski ustvarjalec, ti si tudi avtor slovenske filmske zakonodaje. Ne? Namreč, čeprav vem, prvi zakon o filmskem skladu iz leta 1993 je tvoje avtorsko delo. Ja, nekako, namreč Viba je šla v likvidacijo. To je nekako, ko je bil minister Capuder, in takrat je resnično je film ostal brez svoje pravzaprav baze, tako kot ima gledališče, svoje gledališče, tako ima film svojo Vibo. In v tistih letih, ravno leta 1991, sem postal tudi predsednik Društva filmskih delavcev. Smo se sestali in smo rekli, treba je nekaj, da sami naredimo. Zato sem šel in potem sem napisal 52 členov pod imenom Zakon o slovenski filmski produkciji. Zdaj pa treba je pa bilo vložiti, treba je dobiti neko stranko, ki bo to vložila noter. Jaz sem takrat bil sicer član Demokratske stranke, ampak to sem jih poznal, da sem videl, da niso borci. Sem pa poznal pa tudi Jelinčiča, ki je bil kolega
baletni kolega moje mame, ker moja mama bila operi v baletu, in se ko nič bom probal pri njemu, on je tak temperamenten in se njemu, on je bil pa navdušen takoj, da bo lahko njegova stranka vložila zakon in moram reči, da ga je na koncu tudi speljal, tako da smo ga dobili. Je pa tako bilo, da sem, pravzaprav, jaz sem 14 mesecev hodil v parlament tako, kot bi šel v službo. In zanimivo je pa bilo, takrat je bil minister za kulturo Sergej Peljhan, to se pravi, to so bili socialdemokrati, današnji SD, ja. Današnji SD, in bili so pa v koaliciji s krščanskimi demokrati. In neverjetno, da ravno ta minister je poslal svojega, bi rekel, sela, Petra Božiča, prepričevati krščanske demokrate, da tudi oni so proti ministru. Jaz sem kasneje... Proti zakonu. Ja, zakon, o novem zakonu. Sicer se med tem časom v tej proceduri se je izvedel, kdo je najbolj nasprotoval. On je imel svetovalko, Peljhan, pravnico Vesno Čopič, ki je pripravila globalni zakon o kulturi, ki je bil kasneje celo 4 leta kasneje sprejet, 2008, ne, 98. Ta je bil 94. Objavljen. Ne? Ampak to ni edini zakon, ki si ga ti pisal, Marcel. Ne? Napisal si tudi zakon o filmski taksi, ta pa pol ni bil sprejet. Ja, ampak ta bil pa že naročen. Aha, ok, ja. Tega mi je pa po tistem, ko smo spravili ta zakon skozi, me je enkrat Janez Kopač od LDS-a poklical, je rekel, kaj če bi zaradi tega financiranja napisal ti, tam je filmska taksa je. Problem je bil ne zaradi tega, ker smo rekli kot turistična, ki ostane občinam, ne, da ne gre v proračun, ampak resnično neki organizaciji. Ne. Tukaj se je in potem pa sem napisal, seveda zraven sta takoj Lonček pristavlja še Peršak, pa Jelinčič, so bili 3 podpisniki, 3 stranke, ampak enkrat zvečer me je Kopač poklical in rekel, da se ne gre več, da ga distributerji, kinematografi in tako kličejo, mu grozijo in tako naprej. Da je rekel, jaz se ne grem tega, jaz mislim, da bo to lažje. In tako je tudi ta filmska taksa ostala v predalu. No in danes, lahko če pogledam jaz nazaj, je zakon, ki ga je pripravil Marcel takrat, zakon o filmskem skladu, ki je bil sprejet leta 1993, bil prvi tak zakon v državah tako imenovane Nove Evrope. Torej med vsemi temi mladimi samostojnimi državami je bila Slovenija najbolj napredna. Prva je bila, ki je imela samostojno inštitucijo po vzoru Francije in teh zahodnih držav. In takrat smo mi v bistvu regijsko prebili praktično na vrh smo prišli, najbolj uspešni, najboljši smo bili. Slovenija je bila prva. Ne? Danes smo svojo zakonodajo in z ureditvijo v bistvu capljamo zadaj. Hrvati, recimo Hrvaška, ki je šele 10 let zatem za Slovenijo svoj tovrsten zakon sprejela, ki je ustanovila takrat svoj filmski center, je danes že 10 let deluje s taksami, kot pravi Marcel. Včasih se je reklo taksa, danes se reče temu izven proračunski viri. O tem govorimo v Sloveniji že desetletje. In Slovenski filmski center bi moral tako kot drugi centri po Evropi ne samo proračunska sredstva razdeljevati, ampak pridobivati tudi takse od mnogih, ki od tega področja v bistvu posel delajo, če poenostavim. Kinematografi so še najšibkejši člen danes, včasih so bili močni, danes so zelo, zelo šibko, ampak imamo tukaj druge akterje, ki prihajajo v Slovenijo, Netflixi in drugi pretočni kanali, ki mnogo denarja služijo v Sloveniji, vendar nič ne dajo nazaj. Evropa omogoča to in večina evropskih držav ta denar zbira, ga daje filmskim centrom in filmski centri s tem potem snemajo, podpirajo domače filme. In jaz tukaj berem od gledalcev naših, vaših, da so pa te novi filmi slovenski negledljivi. Jaz to poslušam ves čas in razumem gledalce, da so različni so naši filmi, da filmi, ki jih kritiki spremljajo, ki jih kritiki podpirajo, so žal popolnoma drugačni filmi kot tisti, ki jih mi delamo za občinstvo. In tudi mi še vedno delamo krasne filme za občinstvo, vendar
S tako malo denarja v današnjem času ne moremo delati spektaklov, ne moremo snemati Kekca, ker se v Triglavskem narodnem parku ne da več snemati praktično. Ne moremo snemati velikih kostumskih filmov, kot smo jih znali snemati po literarnih predlogah, zato ker so predragi. Tako da imamo možnosti, mi imamo odlične ustvarjalce, imamo filme, ki jih mogoče gledalci malo težje gledajo, kot berem, ne? Pa vendarle, pomembno je za film. Film je umetnost in pomembno je, da ima tudi visoko umetniško vrednost, ki jo tudi kritika prepozna. Čeprav si želimo seveda v prvi meri gledalca in filme delamo za gledalce, ne? Ja, to se strinjam z vami, ampak vseeno me zanima, ne? Zdaj, TV Slovenija ima gotovo v arhivu ogromno slovenske filmske produkcije. Zakaj tega ni več na naših malih ekranih? Ne? Recimo Marcelova legendarna Čisto pravi gusar, pa to bi moji otroci tudi danes gledali. Zakaj recimo tega ne kažejo, ne predvajajo? Ja, to je vprašanje sicer za njih, ampak po naših informacijah imamo dve točki problemov. Ne? Torej, eno so ureditve avtorskih pravic, ker v današnjem svetu je pravica avtorjev nad delom, ki so ga ustvarili, nekaj, kar je treba urediti in to lahko veliko denarja stane. Druga stvar je pa to, da so filmi bili snemani na neki tehnološke materijale, ki danes niso več uporabni in jih je treba posodobiti, mi temu rečemo digitalizirati in restaurirati. Se pravi, slike je treba malo popraviti, zvok je treba spraviti nazaj v dobro kondicijo in tudi to zelo veliko denarja stane. In mi imamo tudi filmski center, torej moja inštitucija je tista, ki ima pravice za Kekce, Vesne in vse te dragocene zaklade, dragulje naše preteklosti, ampak vsi ti filmi so na filmskem traku in mi jih na televiziji praktično ne moremo kazati. In zdaj sem zelo vesela, da imamo v Sloveniji nov zakon o kulturnem evru, kot smo mu včasih rekli o kulturnem dolarju, ki bo nekaj denarja za ta namen prinesel, da bomo lahko nekatere naslove, med drugim tudi kakšnega Kekca, pa Srečo na vrvici smo že, Vesno imamo zdaj v prvi meri pred sabo, ki bodo doživeli to, bom rekla, lepotno korekcijo. Tako da te stare stvari so zaradi tehnoloških sprememb ostale skrite in jih vi otrokom ne morete kazati oziroma naši otroci jih ne bodo gledali, ker so poškodovane slike, ker je zvok škripa, a veste. In to je treba vse posodobiti v neko normalno današnjo sodobno tehnologijo in tehnologija stane seveda, ne. Ja, vse to razumem, ampak Marcel, vam kot avtorjem, ustvarjalcem pa je v interesu, da bi se to še zmeraj predvajalo, ne? Ja, ravno ko si omenil gusarja, vse večkrat predvajajo, samo jaz s televizijo imam v pogodbi, da vsako predvajanje se mi plača 25% valorizirega honorarja. In vedno takrat, ko je pa tako, da to plača redakcija iz budžeta, to se pravi, tisti budžet, ki ga ima redakcija, to je ta otroški mladinski program, oni morajo plačati, ne samo meni, tudi avtor, režiserju, direktor fotografije. In seveda, vedno, ko kliče, začne jokati, veš, pa se nimamo denarja, pa to, tako, da namesto tistih valoriziranih 25%, recimo, jaz pa rečem 5%, ker čisto vse en. In greš nasproti, ne? Ja, seveda, ne. No, ampak zdaj pa zgleda še to denarja nima več, ne? Ker tega gusare so kar veliko. Ampak nekaj bi, če bi te volite, da bo malo bolj veselo, eno anekdoto glede na tale zakon v filmskem skladu. Namreč za amandma je treba imeti 10 podpisov poslancev in potem vložiš to v glavno pisarno. No in enkrat sem jaz kar taksativno naredil, da bo v zakon noter, da morajo posneti najmanj 5 celovečernih in najmanj 20 kratkih filmov, da mora filmski sklad. Se je vedel, da ne bo šlo, ampak probaš, ne? Razpravlja pa se o tem. Ne? In jaz hitro sem nabral 9 podpisov, en mi pa manjka. In stoji tam v tistem rentgenu, takrat še ni delal na Tomšičevi, in čakam, da se bo kdo pojavil in so hodili poslanci, kaj pa imate, ne bom tega. Pa grejo imem. In pride Jadranka Šturm, Kocjan, to je bila zadnja ta veleposlanica v Argentini,
In prav, kaj pa je to? Pa ti zbere, ne, bo podpisali, me bo Školčo bol, če bo tole. Školč je bil šef poslanske skupine. Ja, pa je zdaj, to je bilo ob 9:30 in gre ona na neko sejo odbora. Ob enih, še zmeraj nisem imel 9. podpisa, in ona se vrača. Ja. In ona se vrača, pa prav, ja, kaj reveš, a še zmeraj stojite? Si rekel še, ne me pa ubije, pa je podpisala. Se pravi, vztrajnost se splača, ampak to se ni bilo iz tega, ampak partizanski način to bolj delali. Ja. To je zanimivo, ampak vseeno, Marcel, ti si se lotil vseeno tudi v zdajšnjih časih, ne, v relativno kratki preteklosti, 4 leta nazaj, tudi enega sodobnega filma kot scenarist in direktor, pa predlagam, da si zdaj pogledamo napovednik za ta film, Anina provizija. Nisem razumel, kako lahko človek, ki ima vse postav na kocko. Kako boš razložil, ko bo 100 ljudi stal pred tvojo firmo brez služb? Zaradi česa? Zaradi keša? Marsikaj se je spremenil, Sašo. Ne morem ti več pomagati. Glavni dokaz, kam so šla nakazila, manjka. Ampak nakazila v Luksemburg so šla. Zaradi tega, da bi imel še več česa. Z njimi ne delam več, a jim še ni jasen. Bod pameten, Sašo. Dej tiste pogodbe, pa boš vsega rešil. Mlejnik je bil o preiskavi obveščen in zato je izbrisal. Tožilstva. Iz moje pisarne ni šlo nič ven. Ana, prosim te, vzem tole. Vse gre v maloro. Kaj hočete? Dokumente, ki jih policija ni našla pri preiskavi, še vi poglejte, pa boste mogoče še kdaj videli svojega moža. Ja, jedna dama vas čaka tu na recepciji. 18 let ga nisem videl. Jaz moram najti te dokumente. Lino so ugrabili. Evo, Marcel, tema je še danes aktualna, ne? Tako da z tega vidika vse pohvale. Pa ne mi zameriti, jaz ko tole gledam, zgleda skoraj tako, kot neka pop TV produkcija. Zdaj ti povej, kako nastane film. Ja, povej. Ne. Ni bila pop TV produkcija, to je bilo financirano od filmskega centra. Ampak zdaj ali dati TV Slovenija, ki pa ni dala temu filmu nič, pravice za predvajati na televiziji. Smo se pa pravice zmenili s popom, da so oni 270 napovednikov predvajali za ta predpremiero, oni so dobili pa filmu predvajane. In ker vsakmu je v interesu, da se film predvaja, da čim več ljudi vidi, je bilo dobro, ker Pop TV skozi ponavlja svoje filme. In tako je bila Anina provizija, ne vem, 7-krat že predvajana. Se pravi, to je bila poslovna odločitev, pa? To je bila čista poslovna odločitev producenta, ja. Nataša, kako danes nastaja film v Sloveniji? Ja, težko. Se mi zdi, da ves čas govorimo o denarju, bi gledalci mislili, da kaj zdaj skozi o denarju govorite, ampak film je ena najdražja umetnost. Zato, ker ko snemaš film, v bistvu poustvarjaš resnični svet, realnost, ne? In moraš vse, kar mi v resničnem življenju potrebujemo, tudi zgraditi in dejansko se obleči, kupiti avte, najeti avte, vse, kar je življenje, je tudi film. A veste, gledališče je drugače, je vse druge umetnosti tudi. Ne? Film je najdražja umetnost, najlažje jo pa potem potuje vse posod. In v Sloveniji nastaja tako, da najprej seveda je treba denar skupaj nabrati, ker smo majhna državica in pri nas ni veliko virov denarja, je prijava na filmski center in potem vse, ko dobi domač denar, potem producenti nabirajo preostanek denarja in potem gre seveda procedura šele, ko se zapre finančna konstrukcija, gre pa potem v snemanje in potem po nekih povprečno 30 dni, recimo, da v Sloveniji snemamo celovečerni film Igrani, potem pa postprodukcija, se pravi vse te zvok, slika in vse to zelo preprosto, če prepovem, ne? Se film, ko prije do zaključka, ko je pripravljen za predvajanje, običajno ga najprej premierno vidimo na festivalih in potem gre v kino. In taka je njegova pot. Zdaj, največ, seveda, včasih so v glavnem delali filme za kino,
Ljudje so množično hodili v kino, mi vemo, da kino, odkar so se te televizije tako močno razrasle in te tehnološke posodobitve, ki so se nam zgodile, da je kino bistveno manj obiskana torej priložnost, manj ljudi hodi v kino, zato največ gledalcev filmi v bistvu dosežejo na televizijah. Ne? In ko mi gledamo slovenski film, se ga je videli samo 8.000 gledalcev v kinu, ni to čisto prav podatek. Ne? Mi moramo vedeti, da je kino bolj promocija postal kot dejansko prava priložnost. Ko gre pa slovenski film na televizijo, pa mi pravijo televizije, da je to 200.000 gledalcev za eno samo predvajanje. Veste, Slovenci si želimo slovenskega filma, ne? Ja, se vidi tudi pri televizijskih serijah, imajo zmerom dobro gledanost. Tako, te, ki so bile zdaj na sporedu v zadnjem času. To so vsebine, ki nastanejo v tem kulturnem prostoru, ki jih delajo naši avtorji, ki so živeli taka življenja, kot smo jih mi, in vse mi to iščemo v filmu. Veste, mi gledamo na milje angleških, ameriških filmov, francoskih filmov, ampak slovenski film je pa tisti, ki je v tej zemlji zrastel. Od tistega našega soseda zgodba, ki se prepoznamo v njih, in jih rabimo in jih radi gledamo. Tako da žal v kino ne kaže najboljših rezultatov. Mene tudi osebno zelo skrbi, kaj s kini bo po koroni, ker vemo, da smo jih prav nekaj dni nazaj šele zares odprli, pa še to v omejenem obsegu. Kolosej je še vedno zaprt v Ljubljani, ne vem, se bo odprl ali se ne bo odprl. A veste, in kino je nekje najbolj ogrožena, bom rekla, ogrožena vrsta trenutno v našem kulturnem prostoru. Tako da. Jaz vse razumem, gospa Bučar, da smo mi majhen trg in tako naprej, da imamo omejene vire. Ampak gledam recimo eno Estonijo, ni kaj dosti večja od Slovenije in v lanskem korona letu, čeprav vem, so dali 10 milijonov evrov dodatno svojemu filmu. Ne? Pa estonske filme, zdaj če bom malo nesramen, se upravičujem Estoncem, ne vem, kje izven Estonije so recimo blazno popularni. A veste, prav imate. Estonski film je v evropskem prostoru popolnoma enako kotira kot slovenski film. Prav tako latvijski, litvanski in to so filmi majhnih kinematografij, ki so povsod, ampak niso tako prebojni, ker nimajo toliko velik možnosti, jezik je ovira, vse te stvari za to, da so prebojni. Ampak Estonci recimo ne samo to, da so podvojili budžet za film v preteklem letu, ki ga je korona tako močno zaznamovala, ampak so tudi vse kulturne inštitucije ohranili odprte, ker se je, tako mi je rekla moja kolegica, direktorica Estonskega inštituta, da se je njihova politika odločila, da je kulturna inštitucija nekaj, kar ljudje v krizi potrebujejo. In so bile vse kulturne inštitucije v bistvu do 2 meseca nazaj mi je to povedala, da so se počasi začele zapirati, vendarle, a veste. Ampak Estonija je samo ena od teh držav, ki je vložila dodatna sredstva, po mojih informacijah, od mojih kolegov tudi Litva. Litva je lani vložila tudi kar nekaj milijonov dodatnih, tako da je odvisna v bistvu preživetje tega filma in njegov razrast od tega, koliko dejansko ga podpremo. In rabi enostavno v lanskem letu smo pa mi v nasprotju s tem, da bi dodatno financirali sektor, smo v bistvu še ne izplačevali praktično celo leto sredstva edina, ki smo jih imeli za to področje. Ja, ker komercialni interes v Sloveniji verjetno ne bo nikoli dovolj močen, da bi sam to financiral, ne? Ampak vseeno se tudi na tem področju nekaj premika. Marcel, čeprav vem, ne, lahko danes ekskluzivno razkriješ našim gledalkam in gledalcem, na področju filmske infrastrukture se pa mogoče kaj obeta na novo, ne? Kolikor ima informacijo, v Kopru je neko zemljišče 36 hektarov, kjer naj bi nastal neki tehnološki park in v temu, znotraj tega tehnološkega parka, naj bi tudi bili 3 veliki filmski studiji, ameriško veliki, ker Američani želijo na obali imeti studije. To lahko povem, da to ima informacijo, ker s tem se gospodarska zbornica... Iz tvojih ust v božje filmska ušesa. Nataša, kako zanimivi smo pa mi kot destinacija, recimo za te velike tuje studije, vemo, par filmov, par produkcij se je že snemalo, pri nas na pamet mi prideta recimo Češka pa Madžarska kot nam bližnje države, ki so recimo na tem področju zelo razvite. Kako je pa s tem pri nas? Ja, mi z vsem tem, veste, zamujamo, ne?
Mi smo bili zadnja praktično država v Evropi, ki je uvedla to neko spodbudo za tujce, da začnejo pri nas snemati. Govorimo o denarni spodbudi. Ampak nam je uspelo, ker smo dežela številnih prekrasnih lokacij. Mi smo v bistvu filmska kulisa, mi pravijo ameriški kolegi, ki prihajajo v Slovenijo. Ja. In smo zadnja 3 leta na Filmskem centru zelo intenzivno s pomočjo turistične organizacije delali promocijo naših lokacij v tujini, po sejmih. In pravzaprav je bilo lani napovedano prvo leto, ko bi se zares razraslo in množično začelo snemati v Sloveniji na lokacijah. Korona je malo to odložila in to se je zgodilo letos. Tako da smo že posneli, sta se v Sloveniji snemali 2 hollywoodski uspešnici že, kot verjetno ste kje prebrali, da je bila Naomi Watts na Krvavcu, med drugim. Snemali so smučarski hollywoodski thriller nedavno v Bovcu. No, te dni je pa na Kočevskem, ki ni, bi rekli, na prvo žogo neka lokacija, že ki bi... Bolj za medvede, kot pa za filmarje. Ja, ampak je seveda čudovita svojo divjo naravo in te dni snema Hollywood na Kočevskem. Tako da nam je uspel ta preboj. Zdaj moramo pa seveda še poskušati tudi to vzdrževati in narediti naše okolje malo boljše. Tako, kot sem prej rekla, če imamo prekrasen Triglavski narodni park, ki ga želimo ohraniti seveda v svoji naravni ekskluzivnosti, pa vendarle je treba iskati načine, kako bi tam snemali, ker bomo imeli potem Triglavski narodni park v Disneyevi produkciji, ki bo šla po celem svetu. In to je neprecenljivo. Ja, se strinjam. Marcel, zdaj, da ne bo nesporazuma, tudi v prejšnji državi, v prejšnjem sistemu ste imeli omejene proračune. Ti imaš eno zanimivo anekdoto, ko je tvoj takratni celovečer štartal v Cankarjevem domu. Ne v Cankarjevem, to je bilo v Kino Union, premiera filma Idealist. To je bilo leta 1976. Ne? Ja. No, in je bila predpremiera, je bila ob 6, premiera je bila ob 8 in potem jasno, po projekciji ekipa gre na oder, se klanja publiki in smo dobili, vsak je dobil en nageljček v roko. No, odhajamo iz odra in za odrom stoji računovod, ki naredba filma in vsak mu vzame ta nageljček. Zakaj pa to? Ja. Je rekel, se ga boš dobil ob 8 zvečer, ker smo iste nageljčke potem dobili. Se pravi, z eno rožo ste oddelali in predpremiero in premiero. Tako, ne. Ampak tole glede na tu je že prej, to se pravi, v skupni državi, v Jugoslaviji, je bilo ogromno teh koprodukcij. Tudi Peckinpah je snemal Železni križ, če se spomnite. Ja, pa Winnetou pa tako naprej. In so zvezde prihajale in tako naprej. Posebno, ko zanimalo Nemce, je zanimalo to povezava z hrvaško Istro, Vižinado in tam okrog. Studio v Piranu, ker v tem sploh nismo govorili, da je imel Piran nekoč tudi filmski studio, in to zaledje Hrvaško. Z državo, novo državo, je postala meja. To se pravi, bila že težava, ker še nismo bili v Evropski uniji, je bila težava zaradi s tehniko čez prenašati, to se pravi Hrvaška v tem primeru, se strani Slovenije. Tako da je bilo pa še nekaj. Takrat, ko je postal Bojan Štih direktor Vibe, je on rekel, Viba ne bo delala koprodukcij kot Triglav film. Ker prej to Triglav film bil. Viba bo delala slovenske filme. In tako se je marci. Tudi Wolfgang Petersen, to Never Ending Story, pa to. On je delal v ljubljanski operi črno in belo kot noči in bele, ne o šahovski svetovnem prvaku film. Čisto enostavno TV film za Nemčijo. Potem pa vemo, kje je on končal, v Hollywoodu, Skratka, slovenski filmi se bodo snemali in seveda upamo tudi gledali še naprej. Za danes pa gospa Nataša Bučar, direktorica Slovenskega filmskega centra, in Marcel Buh, scenarist in režiser, najlepša hvala za vajine komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil Za slovenski film že 584. Faktor na TV3. Glejte našo oddajo tudi ta konec tedna, mi pa se v živo spet vidimo prihodnji ponedeljek, ko bomo komentirali izhod iz epidemije oziroma kako ponovno zagnati zdravstveni sistem. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.